Pričenja se obdobje dopustov. Slovenci se odpravljamo kljub visokim cenam goriva še vedno z avtomobilom na pot. Marsikdo pa ni pripravljen na takšne dolge vožnje. Kaj mora voznik upoštevati, kako se pripraviti na dolgo pot? Vozniki se morajo pripraviti, načrtovati vožnjo tako časovno oziroma v katerem dnevu se bojo odpravili na pot. Na ta način je danes mogoče tudi preveriti morebitne nevšečnosti, ovire, dela na cesti na določenih relacijah in se že tako pripraviti na tisti del. Pomembna je tudi izbira potem začetka potovanja, planiranje tudi nekih postankov, lahko so tudi neki nenačrtovani postanki, zato je potrebno potem tista stalna skrb za primerno količino goriva, namreč če ostanemo nekje v neki koloni z koncem rezerve v gorivu, smo v lahko velikih težavah. Tudi pregled samega avtomobila, vseh tekočin, ki so potrebne, tudi primernosti teh tekočin je zelo dobrodošlo in seveda potem, ko govorimo o sami prtljagi, nalaganje prtljage, poskrbeti, da so tisti kosi tudi obvezne opreme, govorimo tukaj o varnostnem brezrokavni za primer ustavitve na avtocesti, da ga ne iščemo potem nekje na dnu pod samo prtljago ali mogoče varnostni trikotnik, da so na takem mestu, da so res takoj pri roki. Tudi dogovor z ostalimi sopotniki ali pa člani družine o načinu vožnje oziroma vse tistih potrebah, ki se bi lahko pojavljale, da na ta način res poskušamo načrtovati tako pot. Sama pot je pa potem pomembna v tem smislu, da stalno poskrbimo za varnost, primerno psihofizično kondicijo seveda voznika in primerna obleka je dobrodošla, tudi primerna obutev, da je ta čim bolj udobna, da ne povzroča nekih tako nevšečnosti, kot i dodatne nepotrebne utrujenosti v vožnji. In pa seveda, da upoštevajo tiste okoliščine, v katere prihajajo, prepoznavanje vseh možnih nevarnih situacij in pravočasno prilagajanje in nedvomen, da na ta način lahko tudi varno prišli potem na cilj. Če se odpravimo na pot zvečer in vozimo po noči, je gotovo manjša gostota prometa, hkrati je vidljivost slabša. Svetujete pot po noči ali v času, ko imamo vsi klimatizirane avtomobile, to ni več tako pomembno? No, res je klimatska naprava v avtomobilu tista, ki je zelo dobrodošla na teh poteh, posebej v teh vročih dneh. Če se bo kdo odločil, da gre po noči na pot, naj bo res spočit, vendar kljub temu naj se zaveda, da so tiste ure po polnoči, predvsem med 1 in pa 5 uro zjutraj, najbolj nevarne. Takrat prihaja do zaspanosti voznika in če se to pojavi oziroma če prepozna, da se mu je začelo zehati in da se mu oči večkrat zaporedoma morajo zapreti, se pravi, da začne mižikati, stran s ceste, počitek, 15-20 minut spanca, 2 črni kavi za prebujanje in pa seveda dovolj zraka. Namreč predvsem kisik v prostoru avtomobila je tisti, še posebno, če so 4 ali pa kaj več potnikov v avtomobilu, ta kisik zelo hitro porabijo in ta kisik, pomanjkanje tega kisika je tista, ki pripelje do zaspanosti in seveda to je pa velika nevarnost, ki se lahko potem zgodi na poti, da bo voznik zaspal in seveda zašel v nesrečo. Pri vožnji v koloni 2 ali pa več avtomobilov, da se odpravijo v taki skupini na tako dolgo pot, je pomembno tudi, da se dogovorijo o načinih vožnje, o primerni varnostni razdalji, tudi v nekem zavedanju, da ni potrebno na vsak način slediti tega spredaj, ker to lahko pripelje do nekih nepotrebnih, pa tudi nevarnih situacij, predvsem zaradi kakšnega prehitevanja ali kaj podobnega. Tako da se dogovorijo tudi o načinu, kako potem vzpostaviti spet kontakt z tistim zaostalim ali pa izgubljenim vozilom. Koga dati naprej, najhitrejšega, najprevidnejšega, najvarčnejšega? Naprej dati izkušenega voznika, seveda pa tudi na koncu naj bi bil izkušen voznik, vmes pa tisti, ki so mogoče manj izkušeni. Prvič izkušen voznik kot prvi je tisti, ki bo znal načrtovati oziroma tudi prilagajati neki tempo vožnje oziroma samega potovanja. Če pa zadnji voznik tudi izkušen, oziroma bi bilo dobro, da je izkušen, je pa spet to dobrodošlo za njega in za to skupino, da bojo v tem vozniku prepoznavali neko tisto potrebno varnost in seveda tudi sigurnost, da se lahko zanese na njega na ta način, da ga ne bojo izgubili oziroma da bo tudi on nekje opravljal tisto svojo zaščitno varnostno vlogo.